Ko sem vas tako slišala, da govorite o visokem nevroticizmu pri osebah z multiplo sklerozo, pa me zanima, ali lahko mi sami bolniki kaj vplivamo, da se te nevroticizem zmanjša, da je teh neprijetnih občutkov manj, da ne manj neprijetnega pač vzdušja v našem telesu. Narejeno je bilo precej raziskav o tem, kako zmanjšati nevroticizem ali pa eni se izrazijo ukrotiti nevroticizem. Zato, ker je to težava, s katero se sooča več ljudi. Se pravi, pri bolnikih z multiplo sklerozo je bilo pokazano, da imajo bolj izražen nevroticizem, je pa ta lastnost na splošno prisotna pri vseh ljudeh, pri nekaterih bolj, pri nekaterih manj. To, kar so raziskave pokazale, je, da na nevroticizem vpliva to, kako zadovoljni smo z odnosi. Se pravi, če imamo več odnosov, s katerimi smo zadovoljni, se bo nevroticizem znižal in bomo postali bolj ekstrovertirani, bolj usmerjeni navzven. Zato so medosebni odnosi zelo pomembni. Druga stvar oziroma tehnika, s katero se pa največ ukvarjajo povezavi z nevroticizmom, pa je čuječnost. To ste mogoče že slišali, zdaj je to zelo popularna stvar. Čuječnost je neka tehnika, ki je vezana na to, kako biti tukaj in zdaj. Se pravi, da nismo preobremenjeni s tem, kaj je bilo v preteklosti, ali pa da nas je strah, kaj bo v prihodnosti, ampak da probamo biti tukaj in zdaj z vsemi našimi čuti. Pokazalo se je, da ljudje, ki so bolj čuječi, ki so bolj prisotni in se bolj zavedajo samega sebe, imajo nižji nevroticizem. Zakaj? Gre za to, da ta naša samoregulacija čustev deluje dobro, takrat, kadar se čustev zavedamo. Se pravi, da je prvi korak do tega, da delamo z našimi čustvi to, da se jih zavedamo. Mogoče najbolj enostavna tehnika v tem smislu je, da svoja čustva poimenujemo. Recimo, ko opazim, da je z mano nekaj narobe, nekateri ljudje recimo sploh ne doživijo čustva, ampak doživijo predvsem telesne simptome. Recimo opazijo kar naenkrat, da jih duši, da jim razbija srce in tako naprej. Takrat se vprašamo, kaj je z mano in si morda sami pri sebi rečemo, jezna sem, ali pa žalostna sem, ali pa strah me je. Se pravi, tako da čustvo poimenujemo, nam pomaga, da se ga zavedamo in takoj, ko se mi našega čustva zavedamo, nam je lažje. S tem, ko se čustev ne odrivamo stran, se pravi, ko se jih ne bojimo in pred njimi bežimo, ampak jih doživimo, dobimo to izkušnjo, da so čustva nekaj prehodnega. Pridejo in grejo. In ker so nekaj prehodnega, se jih ne rabimo toliko bati. Se pravi, ta tehnika, ki jo zelo priporočamo, je čuječnost, in sicer, da se svojih čustev zavedamo, da probamo biti prisotni v trenutku in da se probamo nekako pogumiti in se z našimi čustvi srečati in doživeti, tudi kadar so neprijetna, kadar so negativna, tudi kadar so zelo intenzivna, da razumemo, da je to nek del nas, ki tudi potrebuje pozornost. Nekako tako, kot če bi majhnega otroka, ki joka, objeli. Namesto, da bi mu rekli, pejdi stran, ne maram te, da sprejmemo v sebi, ga objamemo, poslušamo in potem šele vidimo, kako se v bistvu ta problem da rešiti. Se pravi, če smo jezni, če smo žalostni, šele ko res to čustvo sprejmemo in doživimo, ponavadi najdemo način, kaj potrebujemo spremeniti, da nam bo v prihodnosti lažje.